Pes, to je noro, to takoj prenese všečke, oglede, samo da je eno kosmato bitje. Več ali manj z Urško Majdič Umo. Z mano je Boštjan Romih, voditelj radio, TV, prireditev. Boštjan, kako si? Živo, hvala Urška, v redu, malce jutranje, kar se sliši, ampak v redu, kar se tiče razpoloženja v glavi. V bistvu se ne sliši, a se kaj ogrevaš zjutraj? Kako se ogrevaš? Ne, mislim, če bi moral zdaj jaz biti na tvojem mestu, bi verjetno kaj se ogreval. Najboljše, če nekoga pokličeš, ki te fajn nasmeji. Smeh kot oblika. Ja, zanimivo. veš, če se dvakrat res fajn nasmejiš, zjutraj si ful dobro ogret za govorjenje. Ta je pa dobra. Ampak, ali si videla? Pa sploh ni treba toliko, malo sva se silila, poj pa kar šlo. Ja, ponavadi je tako, ne? Tako kot na tvoje stand-upih. Ne, imaš pa tudi psičko, ki te velikokrat zasenči. Prav, Urška. Carsko zasenči. Ime je Či. Ja? To je zato, ker ti tudi so neke borilne veščine, neki delaš, neki tralala. Ene 3 leta ne vem kaj točno, ampak jaz sem 3 leta kung fu, šaolinski kung fu treniral, pa qigong in kitajska beseda, ki pomeni vitalno življenjsko energijo, je Či. Prenesla pa tudi idejo za novo predstavo, a ne? A v resnici ne, ideja je prišla od Ranka Babiča, sem pa zato me je pa Ranko imel v mislih takoj, ker je vedel, da imam psa in da imam odnos do živali in da imam res rad pse. Greva se igro več ali manj. To je tak poseben format, boš videl, prepusti se toku. Izbrala sem pa številko 50. Kaj ti? Prihodnje leto boš štel okroglih 50 let. Šit, toliko si me naštudirala. Sem upam, da se bo lahko temu podatku izognila. Ne, lej, super. To je pač samo neka številka, ne vem, očitno izmišljena, ker pač jih ne kažeš 50, ne? Hvala, se tudi toliko v resnici ne počutim, čeprav, veš, lagati si ne moreš, emšo. Torej, Boštjan, več ali manj kot 50krat so te ljudje ustavili na ulici zaradi oddaje na zdravje? Več kot 50krat. Ja. Več ali manj kot 50krat si obžaloval, da si zamenjal Grosuplje za Ljubljano? Manj kot... Čakaj mal. Zelo dobro. Torej, bilo je obdobje, ko smo imeli 3 otroke in bilo treba vse jih potem lifrat voziti na popoldanske dejavnosti. Bi rekel, da je to morda večkrat, ne kot neko silno obžalovanje, ampak kakor... Tiš bi bilo fajn nekje blizu živeti, da bi ga lahko dal sam na trolo. Logistika. Ja. Več ali manj kot 50krat si se moral javno oglasiti zaradi spletnih prevarantov, ki so zlorabljali tvoje ime. Res je, da manjkrat kot 50krat, ampak žal mi je, da sem padel v kategorijo tistih znanih Slovencev, ki so nas zlorabili za to, da potem lupijo boge ljudi naivne, ki mislijo, da bodo prek nekih spletnih platform začeli služiti. Več ali manj kot 50krat so ljudje prosili za tvoj podpis ali fotko s tabo. Večkrat, seveda, no. Se nisem od včerja, ne. Ja. Bom pa le drugo leto že 50. Več ali manj kot 50krat je tvoja psička dobila več všečkov ali komentarjev kot ti? Večkrat. Mislim, pes, to je noro, to takoj prenese všečke, oglede, samo da je eno kosmato bitje. Več ali manj kot 50krat si slišal, da imaš najlepši besednjak med slovenskimi voditelji? Manj. Manj? Sigurno, da bi imel lep besednjak. Besedni zaklad. Mislim, lepo se sliši, sam resnici na ljubo ni tako. Več ali manj kot 50krat si resno pomislil, da bi šel nazaj študirati oziroma dokončati ruščino in splošno jezikoslovje? Tale pa triki. Jaz bi rekel, da večkrat, da sem imel slabo vest, ker nisem nikoli dokončal faksa in zaključil s tisto diplomo. No, več ali manj kot 50krat si se pogovarjal rusko? Večkrat, ja. Sem bil par mesecev tam, pa sem se skozi pogovarjal po rusko. Več ali manj kot 50krat si imel nostalgično razmišljanje o delu na radiju? Večkrat. Veš, kaj je fora? Da radio res tista ostane neka prva ljubezen? Ja, je fajn. Je eno od prvih ljubezni, a ne? Več ali manj kot 50krat si občinstvo presenetil s šalo? Večkrat. In to je pa ena fora, da to sem že po mojem kje razlagal, jaz veljam za tiste ta resne voditele. In tudi največ takih eventov vodim, kjer potrebuje bolj uglajenega, profesionalnega, unega, zanesljivega, da zdaj imamo Romiha gor, se nehamo trest, ker vemo, da bo uspelo. Ampak potem je pa toliko bolj prijetno, če pa vržem nek štos nekje ven, ker se mi zdi, ki razbremeni vzdušje v pravem trenutku in mi je fajn. To pomeni, super je, ker ne pričakujejo, ker če si ti stand-upper reče, ok, nasmej me, ajde, kaj imaš, ne? Tam pričakujejo, tukaj pričakujemo nekaj čist drugega in je potem
Včasih celo lažje jih nasmejati. Kaj pa tebe? Več ali manj kot 50krat so tebe iskreno nasmejali. Totalno rad se smejim in uživam v tem, da me kdo nasmeji. Več ali manj kot 50krat bi si raje privoščil metal kot slovensko narodno glasbo. Triki, zaradi tega, ker obe zvrsti v resnici čisto normalno poslušam in imam zelo širok spekter poslušanja glasbe. In sem z oddajo Na zdravje in prej Raketo pod kozolcem res uspešno zgubil predsodek do narodno-zabavne glasbe. Metalc pa rocker sem bil pa že prej, ja. Več ali manj kot 50krat si moral obvladati neprijetno situacijo v živo, da publika sploh ni opazila. Ja, večkrat, po mojem, večkrat tega je veliko, ja, in se strinjam, ja, folku ni treba vedeti. Več ali manj kot 50krat so te novinarji vprašali o novi ljubezni, še preden bi želel karkoli povedati. Manjkrat. Več ali manj kot 50krat si se zakrinkal sončnimi očali ali kapo, da te ne bi prepoznali. Manjkrat. Nisem nekdo, ki bi se skrival, pa nisem nekdo, ki bi tudi toliko vlekel pozornost. Če sem iskren, nisem jaz Jan Plestenjak, da bi vsi rekli, lahko selfija. Več ali manj kot 50 vaj si imel za novo predstavo, pa se komedija. Ja, več. Oziroma, do premiere jih bo konkretno več, morda je zdaj še malo manj, ampak potem jih bo pa več. Okay, več ali manj kot 50krat si se pri pripravah na novo predstavo si zaželel, da bi raje igral psa. Če ti pa odgovorim na to vprašanje, ti pa izdam nekaj iz vsebine. Tako da sem v precepu. Dejva takole, no, jaz bom tudi pes in pes bo tudi jaz. Se bomo videli 24. septembra v Odiseji na premieri, ne? Hvala, Urška. In potem bo itak po celi Sloveniji še alkohol. Ja, pa se začne pa kar naporni jesenski urnik, ko se približno 2 do 3 na teden zgodijo predstave po zelo različnih koncih Slovenije. Pes ne nastopa v predstavi. To je monokomedija in še zmeraj totalno zabavna, pišurina po domače rečeno, pa čustvena, res je fajn. Torej, koliko odstotkov dobi psička za tole slikanje pa to? Jo bova vprašala, kaj bo rekla in se bomo nekaj spogajali. Sej jaz, koliko v briketih pa tako. Tako, dobiš njeno tačko na pogodbi. Hvala, Boštjan, tačka. Ajde, hvala, Urška.